nekaj o prihodnem dogodku, to se pravi 4. februarju, ko bo dan odprtih vrat Slovenske matice. Tako prosim. Hvala predsedniku naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice, profesorju dr. Jerneju Pavšiču, da mi je dal priložnost, da tudi vas lepo pozdravim na prvem predavanju v letošnjem novem letu, tukaj v dvorani Slovenske matice. Predvsem pa bi spregovorila o tem, da 4. februarja 2019 Slovenska matica praznuje 155 let obstoja. In ob tej priložnosti smo si zamislili dan odprtih vrat, vrsto prireditev oziroma dogodkov, ki se bodo neprekinjeno odvijali od 9. ure zjutraj pa do 8. zvečer. Predstavili, seveda najprej bo to slovesna uvodna akademija z nekaj predavanji na temo Slovenske matice, o njenem prvem predsedniku Antonu Zoisu, o Bleiweissu in o tem, kako hranijo gradivo o Slovenski matici v NUK-u in v Arhivu Slovenije. Potem bodo sledile predstavitve posameznih odsekov. Najprej se bo predstavil filozofski odsek z pogovorom na temo nesmrtnost in neumrljivost, ker je akademik profesor Tine Hribar zaključil svojo 3-delno monografijo filozofsko na to temo. Sledila bodo predavanja naravoslovno-tehniškega odseka profesor Cviter, pa zgodovinskega odseka profesorica oziroma doktorica Marija Stanoni, predavanje pravnika, zaslužnega profesorja Albina Igličarja o pravu na temo pravne zakonodaje. Potem pa sledijo predstavitve, to je tudi vloga matice, kar pove že njeno ime, predstavitve Slovencev, ki živijo na drugi strani meje, torej Slovencev na Hrvaškem, Slovencev v Porabju, v Avstriji in Italiji. In to dogajanje bomo sklenili z literarnim večerom na temo renesanse, z glasbeno točko, z glasbeno spremljavo v Lutni in branjem sonetov Braneta Senegačnika iz njegove knjige, ki bodo išli letos predvidimo pri Slovenski matici. In seveda vse skupaj se bo zaključilo z zaključnim govorom našega predsednika, profesorja dr. Aleša Gabriča in pa zdravico. Torej, toplo vabljeni na to prireditev. Zdaj pa prepuščam besedo profesorju Pavšiču najprej, da predstavi današnjega predavatelja. Točno danes nam bo redni profesor dr. Gref predstavil eno temo iz farmacije. Samo Gref je redni profesor na fakulteti za farmacijo. Objavlja številne znanstvene članke, objavlja poljudne članke, sodeluje tudi z radijem, televizijo v poljudnih oddajah, verjetno ste ga že videli na teh oddajah. Bil je tudi večkrat nagrajen, več si pa lahko na tem vabilu preverjate. Zdaj, kar prosim, profesorja. Hvala lepa za najavo, hvala lepa tudi za povabilo, da imam možnost predavati. Posebej veselje mi je, da lahko predavam o naših raziskavah, veliko predavam za študente in za različne druge poslušalce iz zakladnice svetovnega znanja. Danes pa bom pretežno o naših raziskavah, tako da to mi je še posebej veselje. Torej, raziskave izvlečka iz Bele jelke, konkretno iz Bele jelke, so naše zadnje raziskave. Če bi začel, hotel začeti zelo romantično, bi začel, zakaj smo to rastlino začeli raziskovati, utemeljil z starimi zapisi, staro uporabo. Tukaj je članek iz časopisa Jutro iz leta 1939, ki opisuje uporabo vej iz Bele jelke. V tistem času so sicer uporabljali tako slovenski, drug sinonim, grebenasta jelka, se je rekli, in latinsko ime je bilo tudi Abies pectinata, kar je tudi sinonim za
za belo jelko. Je pa to ta edina jelka, ki pri nas v Sloveniji sploh raste. Ne reče tudi srebrna jelka ali pa bela jelka. No, v resnici pa so bile te zgodovinska uporaba, ljudska uporaba, na to smo naleteli šele kasneje, pa ni bilo čisto brez pomena. Na to pomen ljudske rabe bom pa na koncu prišel na moje zadnji projekcije. V resnici smo pa naše raziskave zasnovali tako, da smo se vprašali, kje v naravi, v nekih naravnih virih, ki so v Sloveniji na razpolago, lahko najdemo bogate vire polifenolov. Teh snovi, ki so itak znani, da so v prehrani dobri, v zelenem čaju, v rdečem vinu in tako naprej. In izvlečkov bogatih s polifenoli je kar nekaj na tržišču in so tudi druge raziskave v teh drugih izvlečkih pokazale kar zanimive učinke. Tako da smo iskali, kaj bi v Sloveniji najbolj primernega. Tako da recimo jabolka so pri nas pomembna kultura in jabolčne tropine so bolj ali manj odpadek, oziroma lahko se kis iz njih pridobiva, ampak tudi po proizvodnji kisa še vedno ostanejo potem tiste še izrabljene tropine, tudi za kis v glavnem še tisti ostanki sladkorja ven ekstrahirajo, ki se potem pretvorijo v ocetno kislino. Tako da fenolov kar precej ostane in bi bili možen vir fenolov, pa potem različni, predvsem iglavci. Tudi z listovci smo nekaj naredili, recimo kostan je znan, da ima veliko fenolov. In izmed različnih teh virov se je vsak pokazal, da ima neke pomanjkljivosti. Jabolčne tropine, kljub temu, da je sok živel, stisne vsebujejo še kar precej sladkorja in ta sladkor čisto tehnološko moti. Potem, ko se to ekstrahira, rata taka medu podobna, sirupasta konsistenca, ki je zelo tehnološko neprimerna za nadaljno obdelavo, tudi kemijsko težko ločevati fenole, ki so hidrofilni, od sladkorjev, ki so ravno tako hidrofilni. Pri recimo fenolih iz listavcev se je izkazalo, da so preveč visokomolekularni. Tistim fenolom rečemo tannini in imajo strojilno delovanje in so tudi dejansko tannin sevnica tovarno proizvaja, ekstrahira iz kostanjevega lesa tannine, ki se uporabljajo za strojenje usnja. In tak učinek strojilni v našem telesu pač deluje dražeče. Tako da te fenoli iz iglavcev so se izkazali boljše, bor, smreka, jelka. Predvsem jelka, z jelko smo imeli največ uspehov. Začeli smo z lubjem, tudi z enim drugim partnerskim podjetjem smo en izdelek iz lubja jelke spravili na tržišče. Potem smo šli pa naprej na les in na grče. Slabost lesa je, da ga je škoda, ker ga rajš uporabimo za lesno industrijo. Grče je pa relativno težko dobiti, ker jih je malo. Tako da so se potem veje, ki so dejansko podaljšek grče, navzven in so pa dejansko odpadek pri gozdarjih, ko se pač gleba uporabi za lesno industrijo, ta veja, še posebej ta prvi del veje, nekako prvih 40 cm se je izkazalo, da vsebuje največ fenolov. Že po barvi se vidi, že pri grčah ta barva rjava nakazuje na vsebnost fenolov, potem so tudi kemijske analize to potrdile. In na prečnem presegu se pa vidi, da se to nadaljuje tudi v veje. Tako da nekako kompromis med vsem temu zelo najbolj primeren vir so ti veje, ki so čisti odpadek, tako da nobena jelka dodatno ni posekana zaradi naših raziskav, pa tudi potem zaradi uporabe teh izvlečkov pri ljudeh. Tako da te veje se smeljajo in ekstrahirajo. Postopek ekstrakcije se začne z vodo, z vročo vodo, iz več razlogov, najmanj dveh. Voda je najcenejše topilo, cenejše kot recimo etanol, alkohol, etilni alkohol, druga so pa še dražja in okoljskih razlogov, nekako najmanj škodljiva za okolje. Sicer etanol tudi ni škodljiv, ampak recimo kakšna druga organska topila
bi pa že lahko bila škodljiva. V drugi fazi smo potem skušali tudi neke dodatne ekstrakcije delati še s drugimi topili. Dejansko smo s temi drugimi topili uspeli še obogatiti, da je bil izvleček še bolj koncentriran, da so bilo še več fenolov, ampak potem so nekako izračuni pokazali in testi, da to niti ni smiselno, ker to stvar podraži in če imamo manj koncentriran izvleček, ga je treba mogoče za nek učinek 200 mg vzeti, če bi bil pa bolj koncentriran, bi ga bilo treba pa 50, ga bi bilo treba recimo 4-krat manj, ampak bi bil pa večkrat 4-krat dražji, ker bi ga pač iz 4-krat manj pridobili, tako da avtomatično je 4-krat dražji, pa še dodaten tehnološki postopek in topila. Tako da nekako ta rafinacija se potem izkazala, da ni smiselna. Sama ekstrakcija z vodo, pa če se k temu vrnem, optimirati smo morali temperaturo pravo, nekako dovolj visoka, da je uspešna ekstrakcija, da se topnost dovolj poveča, pa ne previsoka, ker prav zelo stabilni pa niso ti fenoli. Pri visoki temperaturi lahko oksidirajo, polimerizirajo, hidrolizirajo, različne reakcije potekajo. Tako da primerna temperatura, primeren čas, vsi ti parametri so povezani, tudi če predolg čas lahko pride do hidrolize, oksidacije, polimerizacije. Drugo pa je razmerje med lesom, temi zmletimi vejami, lesom iz vej in vodo. Koliko recimo na 1 tono zmletih vej, ali damo na 1 tono zmletih vej samo 1 tono vode, ali damo 10 ton vode. Nekako intuitivno lahko sklepamo, da bo ekstrakcija bistveno boljša, če naredimo iz 10, več vode uporabimo za isto količino lesa. Bomo bolj temeljito ekstrahirali, ampak po drugi strani pa potem treba teh 10 ton vode odpariti, ker seveda ni primerno potem teh izvlečkov ne uporabljamo kot tekočih izvlečkov, kot nek čaj. Ampak se to vodo odpari, da nastane suhi izvleček, ta je potem stabilen in se ga možno uporabljati za izdelavo kapsul, tablet in tako naprej. Tako da vso to vodo je treba odpariti. Zdaj, če imamo 10 ton vode na tono lesa, bo ekstrakcija boljša, ampak bo pa potem več energije potrebno za odparjevanje. Tako da majhno razmerje pa, veliko razmerje med lesom in vodo, to med veliko lesa ima malo vode, je slaba ekstrakcija. Če pa majhno razmerje, ima malo lesa na določeno količino vode, bo pa visoka cena odparjevanja. In kompromis se pa je izkazal, tukaj so nam tehnologi iz tanina iz sevnice pomagali, tam to obvladajo, ker te tanini za usnjarsko industrijo imajo še nižjo ceno na tržišču in je še toliko bolj pomembno, da imajo to proizvodno zelo optimirano. In je ena taka shema večkratnih ekstrakcij, tako da gre vsaka voda čez več lesa, če kar malo karikiram, vsaka tona vode gre čez 5 zaporednih šarž lesa, tako da se na koncu nasiti. Vsak les gre pa tudi čez 5 vod, tako da se tudi temeljito izluži. Pa je tako navzkrižno, da je zadnja voda, ki pride v stiku lesom, res čista voda, ki še ni bila v stiku, da temeljito. In obratno, zadnji les, s katerim je pa voda v stiku, je pa še svež les, tako da tisto vodo najbolj nasiti in je potem čim večja koncentracija, čim manj odparjena. Tako da toliko tehnologije. Tako da potem iz te, ko se to ekstrahira, ko se voda odpari, pride takle prah, nekoliko maltodekstrina mu dodamo, da zmanjšamo higroskopnost, tako da tukaj je že 10% maltodekstrina, to je v bistvu napol hidroliziran škrob. Zato, da je potem, to dodamo že pred popolno uparitvijo, da zmanjšamo higroskopnost, da preprečimo, da ne bi slučajno kakšna taka čigumasta masa nastala, da nastane res tak lep prah. Z rahlim vonjem po smoli, kljub temu, recimo, tukaj je zanimivo, s kemijskimi analizami nismo uspeli dokazati niti sledov terpenov, teh snovi, ki so značilni za smolo in dajejo vonj smoli.
Naš um pa to zazna, ne, kakšna občutljivost našega nosa v primerjavi z kemijsko analitiko teh snovi. Barva pa varira, no, zdaj smo uspeli tudi že narediti svetlejše, smo še malo optimirati temperatura, čas. Tako da to rjava barva pomeni, da en majhen del, lahko samo 1% fenolov že spolimerizira, zoksidira, pa že pride pa ta rjava barva. Tako da za samo aktivnost ni problematična, je pa lahko za določene načine uporabe problematična. Recimo za kakšno kozmetiko, kot bom pa kasneje kazal, kjer se te zvečke uporabljajo, lahko ta rjava barva moteča, za kapsule pa niti ne. Procesi kemijski, ki nismo še v tem primeru daljše raziskali, ampak so domnevamo podobni, kot je procesi, ki potekajo, ko banana porjavi ali pa ko iz zelenega čaja se dela črni čaj, tudi te fenoli s temi oksidacijami in polimerizacijami se spreminjajo in ratajo taki, rečemo, formofeni, više molekularno obarvane rastline. Tu smo kemijsko karakterizirali, najdali celo mešanico različnih fenolov, nekateri so, bi rekel, standardni flavonoidi, katehini, ki jih najdemo tudi v zelenem čaju, v rdečem vinu. Večina jih je pa prav specifičnih iz pojmovane skupine lignanov. Tale mataj recinol pa sekoizola recinol sta najbolj zastopana lignana. Tako da nekako kemijsko to karakterizirano. Pa smo pa začeli raziskave učinkovitosti. Najbolj enostavne so jasno in vitro raziskave, torej v laboratoriju, še ne na živih organizmih. In ena takih najbolj enostavnih je antioksidativna učinkovitost. Zato obstaja vrsta testov in v enem izmed testov smo primerjali ta izvleček iz vej bele jelke, belinal je ime tega izvlečka, nekako bolj aktiven kot kakšni primerljivi antioksidanti, kot resveratrol, vitamin E ali pa epigalokatehin galat iz zelenega čaja. To so bili tele naši partnerji zelo veseli teh rezultatov, ampak če pa nekako čisto pošteno znanstveno povem, je pa druga tabela, ki pa naredili smo vrsto testov. Za antioksidativno delovanje obstaja vrsta testov in vsak test ima svoje specifične, tako da en test lahko preferira en antioksidant, tako da en test lahko kaže, da je en antioksidant boljši, drug test bo pokazal pa, da je drug, ker eni testi ker različni antioksidanti različno reagirajo z različnimi testnimi sistemi. Pa tudi eni testni sistemi bolj merijo hitrost antioksidativnega delovanja, drugi bolj temeljitost antioksidativnega delovanja, eni kapaciteto, pa ne glede na hitrost, tako malo različne lastnosti, tudi malo različne. Čeprav, zdaj sem malo tako, kot znanstvenik, malo skeptično relativiziral tisto prejšnji slajd, kjer se kaže, da je izvleček zelo dober. Je pa resnici na ljubo zelo dober ravno pri mogoče enem najbolj relevantnih testov. To je ta test, kjer smo merili sposobnost lovljenja hidroksilnega radikala. To je pa en radikal, ki je v našem telesu dejansko problematičen. Drugi testi, kjer je pa kakšen drug antioksidant bil boljši, so pa merili kakšne take bolj za laboratorijske namene ustvarjenih radikalov, ki v našem telesu niso relevantni. Ta DPPH je zelo razširjen, en tak sintezni radikal, ki ga ni v našem telesu, ampak se zelo uporablja za meritve, ker je tako barva in lahko je znano. Problem z antioksidativno aktivnostjo je, lepa stvar je, da je tudi nekako med ljudmi nekako kar že razširjeno vedenje o pomenu, o škodi, ki je v našem telesu radikali povzročajo, o pomenu antioksidantov, ki to povzročajo. Slabša lastnost tega pa je, da je to vse skupaj bolj abstraktno, nekako, da od same antioksidativne, da je to bolj teorija, ne? Sam
uporabnik, bolnik pa tega ne čuti. Mora vedeti in verjamemo, da pač so tisto, kar je znano, da radikali povzročajo škodo, ampak uporabnik ne čuti teh radikalov, ki so v njem. Tako da zato je važno, da smo šli potem v nadaljevanju na druge teste. Tukaj je še en antioksidativni, kjer je pa že bil znotraj celični in vivo, sicer ne na kakšnih kompleksnih organizmih, ampak na kvasovkah, ampak vsem znotraj celično smo imeli oksidativni stres v kvasovkah, ki smo ga povzročili in smo preverjali, kako te različne snovi, tale Silver Fir ekstrakt je ta prvi, je imel recimo eden izmed najbolj učinkovitih aktivnosti, tudi znotraj celično. To dokazuje nekako, da so te fenoli dovolj majhni, da pridejo skozi celično membrano. Recimo na drugi stolpec je askorbinska kislina, C-vitamin, ki je načeloma dober antioksidant, ampak sam po sebi brez kakšnih transportnih sistemov ne more v celico priti, zato se je v tem testu slabo izkazal, ker smo imeli znotraj celično aktivnost. Vse antioksidante smo pa izven celično uporabljali, tukaj se mora noter priti. Tudi reagirati s temi relevantnimi znotraj celičnimi radikali. No, preden grem na zdaj te druge aktivnosti, še nekako smo simulirali prebavo in nekako čisto v epruveti simulirali prebavne encime in prebavne sokove, špika, prisotnost žolčnih kislin in tako naprej. In smo opazovali, kako bi te snovi iz izvlečka prestale te različne razmere in se je izkazalo samo s kemijsko analizo, da vsi lignani, ki smo jih analizirali, kar dobro prestanejo, da se njihova koncentracija zelo malo zmanjša med simulacijo prebave. Antioksidativna aktivnost pa vsem pade kar na polovico. To pomeni, se v izvlečku za antioksidativno aktivnost zaslužno še neke druge snovi, ki niti v kemijski analizi še nismo detektirali. In njihova vsebnost pa očitno pade tekom te simulirane prebave. Moram pa tudi priznati, ta simulirana prebava ni vsebovala bakterij, ki so tudi en pomemben dejavnik v našem črevesu in tudi lahko vplivajo tako na živila, na zdravila, tudi na zdravilne rastline. Čeprav tiste bolj pa bilan črevesu, absorpcija pa večinoma poteka v tam črevesu, ampak vseeno. Za neko popolno simulacijo bomo v naslednjih fazi tudi to še vključili. No, zdaj pa res najbolj take relevantne učinke in največ raziskav bomo naredili po zvezi z sladkorno boleznijo. To pa ni več tako abstraktno, tisto antioksidativno delovanje je abstraktno. Sladkorna bolezen, koncentracija sladkorja v krvi, to pa nekako je že bolj konkretno. Prva študija je bila še vedno in vitro. V laboratoriju imeli smo inhibicijo dveh prebavnih encimov, ki razgrajujeta škrob do glukoze in omogočita, da se potem ta glukoza iz črevesja absorbira v kri. Dokler škrob ni razgrajen, se ne more. To sta alfa-amilaza in alfa-glukosidaza. No, izkazalo se je, da izvleček iz izdelke zavre delovanje teh encimov. Tudi iz tega je to že kar utemeljen sum, da bo izvleček upočasnil hitrost absorpcije glukoze, če zaužijemo škrobnato živino. Utemeljen sum, ki smo ga pa v naslednji raziskavi potem potrdili. Tako da pa že na živih prostovoljcih, na ljudeh, sicer na zdravih prostovoljcih, še ne na bolnikih, ne na sladkornih bolnikih, tukaj so bili vsi zdravi, kar študenti medicine iz Mariborske univerze so se javili, 31 njih, in so zjutraj na tešče zaužili 100 gramov belega kruha, skupaj z belim kruhom pa še kapsulo, v kateri je bil izvleček iz jelke, belinari. Potem pa 7 dni kasneje so zaužili enako 100 gramov belega kruha, pa kapsulo, v kateri ni bilo izvlečeno, ampak je bilo pač nekaj inertnega, samo da je bila teža ista, da niso vedeli,
študija je bila dvojno slepa, tako da prostovoljci niso vedeli, kdaj kaj uživajo in tudi niso uživali vsi v tem vrstnem redu. Nekateri so dobili pa prvi teden prazno kapsulo oziroma z inertno pomilom, pa drugi teden. Tako da samo jaz kot vodja raziskave sem imel seznam, kateri prostovoljci, kateri teden, kaj je drugo. No in potem še 7 dni kasneje so dobili kapsulo napolnjeno z akarbozo, to je pa eno že znano zdravilo, že več 10 let na tržišču za zdravljenje sladkorne bolezni, z enakim mehanizmom delovanja, torej z inhibicijo tistih 2 encimov za prebavo škroba. No in še 4. teden so pa zaužili izvleček iz kostanja, da smo videli zdaj specifičnost tega delovanja iz lesa, kostanja, pač kar te tanine, kjer smo pričakovali mogoče slabost tega fenola iz kostanja je, da so večje molekule, da ne prehajajo v kri, ampak za sam ta učinek prehod v kri niti ni nujen, ker je mesto delovanja v človeku. Smo pričakovali mogoče, da se enako izkazalo, mogoče to je eno nespecifično delovanje, pa boste videli, da niti ni, da smo videli, da izvleček iz kostanja ni imel učinka, iz bele jelke pa imel. No, po tem zaužitju, vsakokratnem zaužitju, so prostovoljci v določenih časovnih intervalih dali kri, v kateri smo potem ugotavljali vsebnost glukoze in v 2 časovnih točkah tudi vsebnost inzulina. Rezultati so bili takele. Tole kaže najprej modra črta, če so zaužili bel kruh skupaj z prazno kapsulo, oziroma z placebo kapsulo, je koncentracija glukoze močno narasla, tako da po 1 uri bila že kar 10 mmol na liter, 2krat več kot na tešče. Pri nekaterih tudi več, tudi 15 je narasla, in to so bili zdravi prostovoljci. Pri sladkornih bolnikih bi pa lahko pa še več narasla. Kot zdravi prostovoljci so imeli na tešče vsi pa okoli 5, vsi pod 6. Sladkorni bolniki bi že na tešče lahko imeli bistveno več, 7, 8, 9 mmol. No, to, kar se tukaj vidi, je, da z zeleno črto, z izvlečkom, je bil ta porast bistveno manjši. To pomeni, zaradi upočasnjene razgradnje škroba se je glukoza počasneje prehajala v kri in je lahko telo že sproti, jo potem iz krvi tudi naprej, že v jetra, v mišice, v maščobno tkivo. In ta črnost kaže pa za akarbozo, torej za to zdravilo. Torej, ta izvleček je le nekoliko manj učinkovit, čisto malo manj učinkovit od tega zdravila. Z računanjem površine pod krivulje, potem računanje kvocienta med temi krivuljami se da izračunati glikemični indeks. Tudi iz teh istih podatkov, samo z malo dodatne statistike, se glikemični indeks, ki je za čisti bel kruh lahko po eni definiciji kar definiran kot 100. Tako da tukaj je 100 kar pač po definiciji. Glikemični indeks tega placeba, ker je bil bel kruh z prazno kapsulo. Za akarbozo se je glikemični indeks potem zmanjšal na pod 60, z bilinarom, tem izvlečkom jelke pa nekoliko nad 60. Tako da za približno 40% se je zmanjšal glikemični indeks, torej upočasnila absorpcija glukoze. S tem se zmanjša obremenitev telesa, ta povišana glukoza v krvi ima lahko škodljive posledice. Sicer takole pri zdravih prostovoljcih, ker je to za kratek čas po obroku, 1 uro, 2, niti ni, tako da hujše posledice so pri sladkornih bolnikih, ker je to potem dolgotrajno. Ena od posledic je, če pač na celo telo, ampak ena od teh je, da zaradi več sladkorja v krvi je potem večja potreba po inzulinu in mora trebušna slinavka več inzulina proizvesti in je obremenjena, ker je pri sladkornih bolnikih lahko problematično. In naše analize so pokazale, da dejansko je pri akarbozi, tem zdravilu in pri izvlečku bistveno manj inzulina telo
izločilo samo od sebe, nekako pač pogrunta telo, da ne zaradi nižje koncentracije glukoze, da je potrebna nižja koncentracija inzulina, torej je manj inzulina izloči kot pri placebo, torej če je bilo samo bil kruh s prazno kapsulo. To je v tisti časovni točki ura po obratu, tako da se dejansko nekako manj obremenjena trigusna slinavka zaradi teh počasnejše absorpcije. To, kar v tej študiji sicer nismo zaznali, ampak je kar dosti zanesljiv sklep, je, da zaradi počasnejše absorpcije je potem absorpcija pa daljša, to pomeni dalj časa, ko ta glukoza prehaja v kri, mogoče ne samo 1 uro, 2 ure, mogoče 3-4 ure po obroku. To je pa signal sitosti, torej enak velik obrok za dalj časa nasiti, kar je nekako lahko podpora pri ljudeh, ki želijo zmanjšati telesno težo pri hujšanju, da je potem lažje jim zdržati isti obrok za dlje časa zadeže. Da ne trpijo lakote, med enim in drugim obrokom, da se dejansko sitni, ker se glukoza dlje časa. Naslednja študija, ki je pa še v teku, tako da je še manjša, še ni nimam natančnih podatkov še, je pa pri sladkornih bolnikih, realnih sladkornih bolnikih in pa merjenje glukoze na tržče. Prejšnja študija je merjenje glukoze po tem testnem obroku, tukaj pa na tržče. Za ta mehanizem, za ta učinek mora biti na delu nek drug mehanizem, ker inhibicija prebalnih encimov ne more doseči, da bo zjutraj koncentracija glukoze v krvi manjša, ker tisti večerni obrok je v vsakem primeru, ne glede na to, da so vsi encimi inhibirani, že pospravljeni. Tako da za to povišano glukozo zjutraj na tržču so krivi neki drugi mehanizmi in očitno tudi na te vpliva, bom nekoliko kasneje še v tem. Skratka, v tej študiji so 1 mesec jemali ta pripravek 3-krat dnevno in sladkorni bolniki, tukaj niso bile zdravi prostovoljci, so imeli blizu 9 mmol na liter na začetku, ko so vstopili v študijo in to se je zmanjšalo na 6, kar je še vedno nekoliko povišano, ampak ne več toliko povišano. Ta študija nima placebo kontrole, tako da teoretično obstaja možnost, da je na delu placebo učinek. Ne bom rekel, da ni možen, tako da je to še preliminarna študija. Tudi na tem grafu je povprečje samo 10 prostovoljcev, ker še študija še teče, še ni zaključena. In te prostovoljci zbiramo samo podatke od tistih prostovoljcev, ki si itak merijo koncentracijo sladkorja zaradi svoje sladkorne bolezni, tako da v tej študiji nekateri niti nimajo teh podatkov. Ja, kakšen je pa potem mehanizem delovanja? Domnevamo, da zaradi tega protivnetnega antioksidativnega delovanja mogoče zmanjša insulinsko rezistenco, to pomeni odpornost perifernih tkiv, mišic in jeter na inzulin. Tako da ta mišica in jetra na manjšo koncentracijo inzulina že reagirajo in bolje upravljajo to svojo funkcijo, da odvzema glukoze iz krvi. Pri bolnikih, ki pa so bili na inzulinski terapiji in so zaradi inzulinske terapije imeli uravnan sladkor praktično že na začetku, na 6 mmol, se pa ni spremenilo. Tako da nekako to nam kaže, da ni nevarnosti, da bo potem pa prenizko padla koncentracija sladkorja, kar bi bilo tudi nevarno, ampak se to ne zgodi. Ker pod 5 mmol pa tudi... Lahko vprašam, kaj je ena črta zdaj pomeni? Rdeča črta je povprečje teh, mislim, da je bilo tukaj ravno tako 10 bolnikov, njihovih dnevnih koncentracij. Modra črta je pa samo trend, kaže nekako, mislim, da je to kar linearna regresija modra črta. Na prejšnjem pa ravno tako je linearna regresija, rdeča črta je pa
Tukaj smo še tedenska povprečja računali, da bi bila še stvarna deviacija še večja. Tako da tedenska povprečje mero so vsak dan, ampak 10 bolnikov, tako da je v vsakem takem točki povprečje 70 meritev. 10 prostovoljcev krat njihovih 7 dni. Bi bila bolj nazobčana, če bi imeli dnevne toliko sladkorne bolezni. Zdaj pa naslednje področje delovanja smo pa šli na srčno-žilne bolezni. Tukaj pa študija na ljudeh še poteka, v bistvu šele v začetni fazi, tako da nimamo še nobene obdelave. Pokazamo vam pa tam pri zdravih prostovoljcih daljši čas, 2 meseca bojo imeli, pa jih bomo potem z ultrazvokom stanje žil merali, oziroma se že meri na začetku in konca. Pokazamo pa 2 študije na živali, ki smo jih s tem izvlečili naredili. Prva študija je bila na budrah, ki so 2 meseca uživale, ena skupina budar uživala zdravo hrano, tukaj je simbolično prikazano, resnici niso paprike in brokolija uživala, ampak brikete, prav za budre prirejene brikete, z prirejeno sestavo hrano za njihove potrebe. Druga skupina je nezdravo hrano, pa ravno tako ni uživala hamburgerjev in pomfrija, ampak te iste brikete, kot 70% osnova diete, 30% je bila potem zmes fruktoze, nasičenih maščobnih kislin in holesterola, tako da te aterogeni in nezdravi dodatki. In tretja skupina je dobivala to isto nezdravo prehrano z dodanim izvlečkom iz jelke. Po 2 mesecih so bile budre žrtvovane in so bile potem njihove žile analizirane na 2 načina. Z mikroskopijo je bilo izmerjena površina aterosklerotičnih lezij, skratka koliko aterosklerotičnih sprememb v žilni steni je nastalo. Z enim takim kimografom so bili pa pomerjanje funkcionalnost žil, te relaksacijska sposobnost, kako se kontrahira in relaksira žila, te sposobnosti. Rezultati najprej, kar se tiče morfologije ateroskleroze, kaže tale, tam na slike se ne vidi dobro, ampak na grafu, potem, kjer je povprečje za vse tele budre. Osnovna dieta na sredi je praktično zanemarljivo malo, manj kot 0,5% površine je nekako pod temi prekrite z aterosklerozo. Medtem ko pri aterogeni dieti to naraste na nad 7% površine žilne stene in aterogena dieta z izvlečkom jelke se to zaščiti, tako da je okoli 1,5%. Tako da še vedno bistveno več kot zdrava hrana, tako da če zdravo hrano je ni, ampak če pa že nekdo je nezdravo, je pa potem bistveno boljš dodati neke fenole, se za faktor 4 zmanjša. Je pa to še vedno recimo 3-krat slabš kot pa zdrava hrana. Ta raziskava dokazuje to, kar na vsakem prehranskem dopolnilu že po zakonu mora gor pisati, da prehranska dopolnila niso nadomestila za zdravo prehrano. To je pa funkcionalnost, relaksacijska sposobnost, je pa čim višja stvar, kot tem bolj ugodno, da čim večja relaksacijska sposobnost, je pa ta osnovna hrana imela najbolj ohranila to relaksacijsko sposobnost. Aterogena je se nekoliko znižala, ne tako drastično, tukaj ni za faktor 10, ampak samo za faktor 3. In jelka je tudi spet zaščitila tudi funkcionalnost, ne samo
morfologijo, ampak tudi funkcionalnost. Želi naravno tako ne povsem učinkovito, tako da zdrava hrana je povsem boljša. Naslednja študija, ki se tiče srčno-žilnih bolezni, je bilo pa na podganah in pa ni bila taka dolgotrajna uporaba, pudre so 2 meseca dobivali tele podgane, sploh niso v prehrano dobivali, ampak je bilo kar srce oblito z raztopino, ki je bilo dodan še izvleček in to samo pol ure. Pol ure to srce, ki je še utripano, je bilo oblito samo s fiziološko raztopino nasičeno s kisikom ali pa z enako, samo da je še dodano jelka. Temu je pa potem sledila umetna srčna kap, kar pomeni, da je bil dovod te fiziološke raztopine za pol ure prekinjen, ishemija. To je obdobje ishemije. No, potem je sledila reperfuzija, pomeni ponovno vzpostavljen pretok fiziološke raztopine s kisikom skozi srce in merili smo izločanje enega markerja celičnih poškodb. To je znotraj celični encim, ki se ob poškodbah celice sprosti navzven v fiziološko raztopino in z njegovo detekcijo vemo, da so se celice poškodovali. Tudi više, ko gre črta, pomeni večje poškodb. In če pogledamo kontrola, to pomeni se pri samo fiziološki raztopini, je bilo teh poškodb kar precej. Medtem, ko je pa izvleček, odvisno od koncentracije, to lahko pač malo manj ali pa še bolj temeljito, če je bila višja koncentracija, preprečal te poškodbe celic. V tej fazi, to smo objavili že leta 2016, še nekoliko prej smo to izvajali, še nismo imeli natančnih podatkov, kaj se nahaja v izvlečku, tako da od teh lignanov nismo poznali, tako da smo za primerjavo 2 druga fenola uporabili, parapomarno in protokatehujsko kislino, ki pa nista bila učinkovita. Pač istega reda velikost, pa še celo nekoliko slabš kot kontrola. Skratka, ni vsak fenol, ni vsak antioksidant že dober za zaščito pred posledicami srčne kapi, ampak ne vemo točno kaj, mogoče lignani ali pa kaj drugega iz tega izvlečka ima tak učinek. To je ta marker poškodb. Tukaj pa nekako enake rezultati po funkciji in sicer merili smo različne tipe aritmij. Asistole ventrikularne tahikardije, pač različne tipe aritmij in višje, ko je stolpec, več je bilo teh aritmij. In če recimo na primeru ventrikularne tahikardije pokažem, je pri kontroli bilo kar precej aritmij v tem obdobju po reperfuziji, po prestanji srčne kapi, so se dali aritmije. Medtem, ko sta obe koncentracije izvlečka, to zelo učinkovito zaščitile, tako da tukaj je še bolj vidno pri funkcionalnosti. In spet ta 2 standardna fenola nista uspela, eden sploh nič, eden pa kar uspešno, ampak ne toliko uspešno kot izvleček. Pri drugih tipih aritmij je pa podobni rezultati, samo pač podobno vzorska karjerka zaščiti, bistveno bolj kot če ni ničesar dodanega, standardna fenola pa manj kot jelka ali pa celo nič ne zaščiti. To pa na srcu. No in še, mislim, da to je zadnja študija, ki jo bom predstavil, je pa na koži. Tukaj je pa uporaba lokalna. 12 tednov so se prostovoljci, da so prostovoljke, slavne prostovoljke, mazale z kremo, sicer polovica obraza z kremo, ki je bil dodan izvleček iz jelke, druga polovica obraza z kremo, ki ni bil dodan, bila je dodano rjavo barvilo, tako da sta bile na videz podobne. In po 12 tednih uporabe so bile upravljene različne meritve, katere rezultate bom prikazal. In te meritve so bile narejene na čisti koži, torej tisti zadnji dan se niso z ničemer namazale. Tako da te razlike v meritvah so bile posledice preteklih uporab, skratka nekaj spremeniti na koži, ne pa na nosa.
Vlažnost kože je na prvem grafu prikazana, z placebo kremo se je že kar precej izboljšala, ampak z izvlečkom jelke se je še bolj izboljšala. Tukaj razmišljamo, kako je to možno. Ta izvleček ni izrazito higroskopen, da bi rekel, da bi zadržal vlago v koži, ampak verjetno je učinek posreden, z tem antioksidativnim učinkom ali pa še kakšnim drugim protivnetnim izboljša strukturo kože in ta izboljšana struktura kože zadrži več vode. No, naslednja meritev je pa transmitted water loss, pač bariarna funkcija, ki čim niže gre, tem boljše, ker je pač občutljivost kože na izgubo vode in je bila tesna nekoliko boljša, pa ne toliko bistveno. Potem smo pa z ultrazvokom merili debelino dermisa, te usnice, te plasti, in tukaj ni kakšnih večjih sprememb. Na desnem grafu je pa intenziteta ultrazvočnega signala, ki pa nekako kaže na gostoto elastinskih in keratinskih vlaken v dermisu, v usnici. In tukaj pa se vidi, da se je pri tesni kremi to močno izboljšal, signifikantno izboljšal. Tukaj moram priznati, da tukaj ta graf ni iz nule navzgor, tako da ni tako drastično, da bi bil tukaj konec dvakrat boljši kot pri placebo, daleč od tega, ampak tukaj smo končali na mogoče 20 pa pol, tukaj pa na 27, tako da ni tako drastično, tako da to pozdravi. Zakaj šlo, da placebo ni škodljiv, ampak kar se tega tiče, ampak letni čas je škodljivo vplival, ker ta študija je potekala 3 mesece, tam marca, april, maj in začetku marca, ko je bila prva meritev narejena, je bila koža manj izpostavljena soncu, tudi verjetno so se ljudje manj zunaj zadržali. Potem so pa recimo to je verjetno posledica letnega časa, ampak izvleček je pred tem očitno uspešno zaščito. Kako to na sliki izgleda, ta meritev je takole nekako ta ultrazvočna slika, ki pa v računalnik obdela in vrče številke o debelini in o gostoti. Debelina, kot rečeno, se ni spremenila. Zunaj na levo stran. Ja, zunaj je levo. Ta leva slika je na začetku, tista po 20 tednih, in tole je, bela črta je poroženela plast, ta pikčast del je usnica, potem je pa spodaj pa maščobno tkivo pod kožo. Tako da ja, še posebej v tem delu se je gostota poveča, v tem delu bližje površine. Oče tlele ni toliko velika razlika, kot pa ta razlika. Takoj pod kožnim blokastem. No, potem smo imeli še neke viskoelastične lastnosti, to je taka aparatura, ena taka cevčica, ki se nasloni na kožo in z vakuumom nekoliko potegne kožo navznoter v to cevko in potem meri, ob kakšnem vakuumu se koliko koža upogne, skratka, koliko je sploh ta upogib in koliko hitro se potem vrne v prvotni položaj. Tako da te viskoelastične lastnosti in glede tega ni bilo kakšnih sprememb. Črte približno se pokriva ta, oziroma so stane medijacije velike, tako da ni kakšnih sprememb. Potem so bile pa še gube merjene, sicer na dva načina, en tak bolj objektiven, pa en bolj subjektiven. Objektiven je bilo računalniško obdelavo slike, nekako ocenjen volumen gub v kubičnih piksnih, tukaj je izraženo. Ta desni graf prikazuje vizualno oceno, pač od 1 do 5 so ocenjevalci ocenjevali izgled gub, s tem, da dvojno slepo, niso vedeli, da ocenjujejo tisto stran, ki je bila mazana z eno ali z drugo kremo. Oba parametra, tako da kažeta
izboljšanje testno kremo. Pa spet poudarjam, tukaj ni iz nule graf, hiperpigmentacija ni bila kot parameter v študijo vključen, ampak tudi nismo izbirali prostovoljk na ta način, da bi imeli, ampak pri nekaj prostovoljkah, mislim, da je bil samo numerus 3, smo pa opazili, da so se tudi hiperpigmentacija zmanjšala, te rjavi fleki na koži, da so se zmanjšali, če to ni tako čisto znanstveno korektno. Kar je pa bilo tudi neka znanstveno korektno narejeno, je pa, da so se prostovoljke tudi na ledvenem delu, tukaj zadnje, mazale ravno tako eno stran z eno kremo, drugo. Potem po 12 tednih na tršče je bila pa merjena, koliko UV žarkov je potrebno za povzročiti rdečino. Ena minimalna eritemska doza. Kakšen odmerek UV žarkov povzroči rdečico. In več, ko je UV žarkov potrebnih za enako rdečico, nekako bolje odporna koža UV žarkov. Je bil signifikantna razlika, da se je pri placebo kremi izboljšala za 1,6%, tukaj pa za 8,6%. To je 7% razlike. To ni zdaj, zaključek bi bil, da se maže s to kremo, bi se lahko 7% dlje sončil. To je deleč od tistega, ker imajo kreme za zaščito pred soncem. Tiste imajo faktor 30, da se lahko 30-krat več, to je 3000%, tukaj pa samo 7%. Ampak poudarjam, tukaj je bila meritev narejena na čisti koži. Te kreme za zaščito pred soncem pa delujejo, ko imamo jih nanešene. Tako da vseeno, kljub temu, da je to zanemarljiv učinek za praktične namene, pa kaže na neke pozitivne spremembe v koži, ki se dogajajo, neka večja odpornost kože. To so bile vse študije o učinkovitosti, o varnosti smo pa ravno letos jesen naredili eno študijo, tudi jaz sem bil eden izmed teh 15 prostovoljcev, smo pa 14 dni imeli visoke odmerke, nekako 3-krat večje, kot so priporočeni za drugih študijah, 14 dni, in smo se potem merili jetrne in ledvične teste. Zakaj je to sploh potrebno, če je izdelek že nekaj let na tržišču? Tudi za živila, ki so že dolgo, ne samo na tržišču, ampak tradicionalno uporabljena, se včasih kasneje ugotovi, da imajo kakšne lahko škodljive posledice, ali pa tudi za kakšne zdravilne rastline, najbolj znanje kolmež, kjer se je recimo kljub dolgoletni tradicionalni rabi šele pred nekaj desetletji ugotovil ta škodljivost, ali tudi pelin do določene mere. Tako da tukaj smo reči naprej kot preizkusili, in ni bilo nobenih razlik v teh jetrnih in ledvičnih testih. Tako da toliko. Kar se pa tiče, tega niti zakonodaja ne zahteva. Zakonodaja o izdelki, ki imajo na tržišču status živila, zahteva, imamo tako na dve poti, kako neko živilo je lahko na tržišču. Ali da je bilo živilo že pred letom 1997 uporabljeno na območju EU, na območju današnje EU, tudi če leta 1997 tam še ni bilo EU, v dovolj velikem obsegu, in je to nek dokaz varnosti. Če pa neko snov ni bila uporabljena, mora pa prestati kar zelo rigorozne eksperimentalne teste varnosti, bistveno bolj kot tisti na kakem enostavnem test, ki smo ga mi naredili. Tako da, naprimer, čisto za primer stevia, to rastlina, ki se uporablja kot sladilo, se v EU pred letom 1997 ni uporabljala v takem obsegu, na tak način, tako da je mogla dati te zelo
temeljite teste skozi, mislim, da so različni proizvajalci se združili in več milijonov evrov porabili, da so vse te teste opravili in je zaenkrat dovoljeno samo izolirane steviozide uporabljati kot tako naravno umetno sledilo in to samo v določenih tipih živil, v pijačah in tako mislim, da recimo v pekovske izdelke še ni dovoljeno. In tudi ni dovoljeno recimo to rastlino stevio primešati v neko čajno mešanico, da bi bilo pač čaj, ki bi iz tega skuhali kar sam že po sebi sladek, ker ta rastlina povzroči sladek okus, ne da bi vsebovala sladkor. To ni dovoljeno, ker še niso bili narejeni dovolj temeljiti testi na stevi. To s tem sam ilustriram, kako temeljite teste zahteva za živila, ki niso bila pred letom 97. Po drugi strani, pa, če pa je bilo pred letom 97 na tržišču, pa ni treba nobenih testov, dokler ne nastane sum, da je nekaj nevarno. No in mi smo tukaj nekako uspeli v postopku pri Evropski komisiji to dokazati, da so veje iz jelke, izvlečki iz veje, bi tudi s pomočjo tiste podatkov iz časopisa Jutro, ki sem na začetku pokazal, pa še več podobnih, da smo uspeli to uvrstiti, tako da zdaj to tudi veje iz jelke so nekako v ta novi food katalogu deklarirali, da niso nova hrana, da so lahko tržne. Tako da toliko sem jaz popravljen. Drugače po zdravilnih rastlinah, smo s kolegi nekaj knjig napisali, tudi nekaj te izdelke so že na tržišču. Zdaj pa z veseljem tudi na kakšno vprašanje še odgovorim, če imate. Lepa, zanimivo temo, zdaj pa je čas za vprašanja. Tam na koncu morda, ko ste rekel, da so na tržišču, kdo pa proizvaja, pa kdo prodaja? To je naš partner, podjetje Alpe Pharma, ki že od vsega začetka nekako podpira te raziskave na fakulteti za farmacijo, jih financira, tudi oni so odkupili ta patent, tako da so oni lastnik patenta za ekstrakcijsko metodo. To je ena manjša firma, ki ima ta razvoj in to trženje in ta zasnovo teh izdelkov, medtem ko pa nimajo proizvodnih prostorov. Tako da proizvodno pa, kot oni temu rečejo, outsourcajo, skratka najemajo druge, tako da za Taninom Sevnico so veliko sodelovali, zdaj pa tudi iščejo še neke druge za proizvodno ekstrakta, za proizvodno tabletnih kapsul je pa manjši problem, zdaj pa veliko ponudnikov. In je to v lekarnah potem ali kakšni mreži? Je v lekarnah, ampak nima statusa zdravila. Dodatek. Prehransko dopolnilo, ima 6 različnih, je zdaj, ki vsebujejo vsi enak izvleček, samo v različnih odmerkih za različne namene, pa z različnimi ostalimi stvarmi. Imajo tiste sladkorne bolnike, ima še neki kroma dodan, ker je velikokrat tudi to problem za spodbujanje imunskega sistema, v študijih se kazuje še ameriški slavnik, za ta srčno-žilne bolezni ima še fitosterole, da znižajo holesterol, tako da imajo različni izdelki, različne te druge sestavine, ampak sam izvleček je v vseh enak. Kolega, sem me želil. Ki vpliva starost ali pa velikost drevesa ali pa rastišče na vsebnost teh polifenolov? Ja, zelo dobro vprašanje. Zaenkrat tega nismo še sistematično raziskali, tako da zaenkrat probajo, pač ko to podjetje nabiralce pošlje na teren, se držati nekih omejitev, tako da mislim, da je debelina drevesa od doma, od 30 do 50, preventivno, ker ne vemo, ampak imamo pa namen to tudi raziskati. Tudi glede lokacije ne vemo, ali bi bilo naprimer na Pohorju enako. Mi smo delali naše teste iz Kočevja in zato se tudi zaenkrat proizvodnja poteka izključno iz Kočevja. Čeprav je velika verjetnost, da bi bilo na Pohorju povsem enako. Ampak eno z drugim, teh raziskav se še nismo lotili, ker niti kemijskih raziskav še nismo povsem končali in še ne vemo točno, kaj vse analizira. Zdaj imamo te lignane identificirane, ampak lahko imamo še kaj drugega, ker je mogoče še bolj pomembno,
dokler tistih analiz ne vzpostavimo, nima smisla teh primerjav delati, ker ne bi vedeli, je vsebnost nekih drugih snovi, ki jih niti še detektirali, nismo pa mogoče različna v odvisnosti od debeline, starosti, lokacije. Ker te veje, ki jih vzamete, to gre za bolj za debele veje nižje na drevesu, ali gre bolj za mlade, drobne na povrhu, ne? Gre za prvih 40 cm ob deblu in gre pa za primere, mislim, da imajo od 4 do 10, da imajo nekako tudi določen standard, da centimetrov. Ja, prosim. To me zanima, a je učinek pri sladkorni tipa 1 in 2 enak ali kako je? Zaenkrat smo vse pri tipu 2 delali, tako Vse da pri tipu 2. za tip 1 še ne vemo. Ta zmanjšana hitrost absorpcije sigurno, da tudi pri njih koristi, tako da ta učinek inhibicija teh dveh encimov sigurno, da tudi tam nekako dobro deluje. Zanima me to, če bi dodajanje tega zmanjšalo ali počasnilo propadanje beta celic, ne? To ne vemo, če bi, ampak tudi mehanizem, ki ga imamo zaenkrat bolj utemeljeno na sumu, da zmanjša rezistenco telesa, torej da poveča odzivnost telesa na inzulin, je tudi pri tipu 1 koristno, ker če propadajo celice, je manj inzulina, ampak če je telo bolj dovzetno, da bolj reagira na tisto manjšo koncentracijo inzulina, je to tudi koristno. Tisto pa ni izključeno, ampak tisto bi bila zaenkrat čisto spekulacija. Ker zadnjič sem nekje bral, da se zelo povečuje frekvenca sladkornih bolezni v zadnjih letih. Ja. Menda 5,3 ali koliko pri nas na Poljskem 6,1 ali 6. V nedeljskem dnevniku mislim, da je to. In da je na severu gor Finska in gor tega znatno več sladkornih bolezni kot tukaj na mediteranskem območju. Ja, to lahko prehrana vpliva. Eno kratko vprašanje. Na začetku sem zgrešil jutro. Kaj je napisalo, da ide kakšno... Ja, isto vprašal. Kakšna reklama je bila? Ti si bil en tak zeliščarski kotiček in je en avtor poročal o ljudski uporabi, to je še starejši uporabi, sicer o uporabi bolj tanjših vej z iglicami. To so šnopsi, ki jih imamo. Tudi to, ampak tisto, kar nas bolj zanima, ker v povezavi z nami je tudi vodni izvlečki so omenjeni, pač kot čaj, kuhanje čaja. Imeli smo tudi ene angleške zapise, kjer so pivo delali iz tega, zgleda, da je tudi vsebnost sladkorja dovolj velika, da se da to potem fermentirati. Tam za pivo je potrebno mogoče malo debelejše veje. Mogoče so te veje ravno že naprava zmes aromatičnih snovi in pa kot vira sladkorja. Dajte me še malo podučiti to. Imamo hemicelulozo pa lignin. Vi pa govorite o lignani. To so pa fenoli. Lignani so manjši fenoli, ki imajo osnovo enako kot lignin. Sam lignin je velik. Tako lignani kot lignin so v bistvu polimerizirane C6 citrenote, to pomeni 9 ogljikovih atomov. Ja, in če se dva taka združita, je to lignan. Če se jih pa recimo 10 do 100 združi, je pa to lignin. Dimeri. Ja, dimeri ali pa polimeri. Lignani so dimeri, lignin je pa en velik polimer. Zato so pa tako topno govorili. Ja. Zakaj imate tiste kaj imate že ene Nikole imate gram, če tudi Dextrin dodan, čisto za preprečevanje, za izboljšanje sipkosti praška, za preprečevanje higroskopnosti, to je kar pogosto se dodajo v rastlinske izvlečke, tudi ostale te suhe izvlečke, ki so. Da se ne pacaska. Ja, če so to 10 kilske žakle in če
če to stoji nekaj mesecev, da potem še vedno to lep prah, ki se ga da po nekaj mesecih še vedno lepo sipati potem da se iz tega proizvaja tableta ali kapsula. To je patent, to je vaš patent, ki ste ga zdaj prodali. Ja, fakulteta je patentirala in potem smo prodali temu podjetju. Tako, sam postopek priprave, to so 3 patenti, ja. Postopek priprave posebej, pa potem uporaba posebej. Da, to je velika reč. In fakulteto zdaj na novo zidate, ne? Žal, to je glih pokrilo te kemikalije. Niti časa, ki smo ga vložili, ni pokrila, tako da na srečo smo deloma še iz javnih sredstev financirali vsaj delo. Pa svetovno zdaj razširitev v svet? Imajo v planu, že ponujajo, so bili lani maja v Ženevi na tem največjem sejmu prehranskih dopolnil. Je veliko zanimanje, ampak zaenkrat pravijo, da traja, pravijo te iz tega gleda. Jelke so še dost. Jelke so še, in jih, kot rečeno, ni nobena dodatna bila posekana zaradi nas, tudi ni v planu, povsem zadošča tisto, kar se ni tako poseka zaradi lesne industrije. Bo pa mogoče treba čez nekaj let razmisliti, da ne bo samo izkočil, ampak če bo tam premalo, recimo pač še na Pohorju, za gozdarji, ko posekajo, potem na sveže posekanem drevesu, njihovi delavci pa odstranijo veje, odseka tistih zadnjih 40 cm in take žaklje dajo. Kaj pa drugi iglavci, ste poskusili? Za smreko smo probavili, sicer v tisti fazi smo bolj še z lubjem delali, tako da ljubje, smreke, jelke, bora smo primerjali. Odkar smo na vejah, pa niti nismo šli potem nazaj na druge, tako da ja, vedno tudi to bi bilo še za poskusiti. Mogoče se motim, a je v Endurance si noter tudi dela? Ne, tam je pa iz ljubja. Je bela jelka, ampak tam je izvleček iz ljubja, ne iz veje, ampak iz ljubja. A to vi se ne ukvarjate? To smo tudi mi takrat pred leti razvili za tisto podjetje, ampak zdaj za njih ne delamo. Tudi takrat nismo nobenih raziskav na ljudeh delali, oni so zaključili nekako drugo poslovno strategijo, da bo se bolj z marketingom ukvarjali, ne pa z raziskavami. Ker jaz sem presenečena, ko sem dobila to vabilo, ko je pisalo, kaj vi raziskujete, v zvezi z belo jelko, ker sem iz Endurance poznala čisto druge učinke. Ne poznala, prebrala njih. Ti učinke ne vem, na čem je temeljilo to podjetje. Mi jih nismo raziskali, tudi nisem v literaturi objavil, da bi kakšni drugi njihovi partnerji. Tako da je pa v bistvu tudi Endurance izmes večjih stvari, ni samo izvleček iz jelke, so še not vitamini, minerali, tako da lahko na te vitamini, minerali nekaj učinke. Nekako stimulirajoče, ne? Delovalo. Ne vpliv na v zvezi diabetesa. Ne, tam nima teh raziskav v zvezi z diabetesom. Še kakšno vprašanje? Ste na športni? Glede na te rezultate, bi rekel, da bobri zelo zdravo živijo, ne? Ne, bobri zdravo. Če bo, še vlaknast delom ne dobijo, ki je tudi zdravo, mi vlaknast ga zavržemo. Tam v tokih, kjer odirajo, jelka ne raste. Je gor v Kanadi, tu imaš iglavcev veliko? Ja, tam je. A vodi. Voda. Ste na športnikih tudi delali kakšne posebne raziskave? Ste recimo segmentirali te izbrane, oziroma rekli ste, so bili sami študenti medicine, ste to gledali, recimo spol, kakšne dodatne analize? V zvezi za športom smo naredili eno ločeno raziskavo, ampak ni imela placebo kontrole, zato jo danes nisem omenil. Ena skupina športnikov je na 2 zaporednih treningih enkrat ni ničesar jemala, niti placeba, drugič so imeli to kapsulo in potem so izpolnjevali vprašalnik o trajanju muskel, fibra in o občutkih in nekako vprašanje povezano z hitrostjo regeneracije po intenzivnem treningu in so bili zelo dobri rezultati, ampak
to ni tako znanstveno trdno, ker so vedeli, kaj je lahko pač psihološki učinek. Itak je placebo učinek lahko, pa še ker je bila meritev take vrste subjektivna, je en dober začetek, no, ampak ni pa to. Z Janiju Brajkoviču še niste bili zraven, ne? Kje? Brajkovič. Tista kratica kot marker LDH, laktat dehidrogenaza. Ja, laktat dehidrogenaza, ja. Kar se sicer tudi v diagnostične namene lahko meri. V diagnostične namene je sicer lahko to tudi kaže na okvare jeter, če se jih meri tako. Srca. Ja. Tam pa, ker je bilo izolirano srce, smo vedeli, da je to iz srca, ker jeter tam ni bilo v sistemu. Sam še eno vprašanje. Kdo bi že delal kakšno modelno raziskavo, kakšni tip interakcije je med fosfolipidno membrano pa med to učinkovino, na kak način se sede gor, kako jo blokira, ali jo pre, ali karkoli že je, ker to je, mislim, relativno dosti enostavno res, na membrane imate, lamne izložene trigliceri, mislim, recimo to, potem se pa pogleda to spektroskopijo, kakšne so učinkovine spremembe, pri tem, ko se vaša učinkovina gor prepomba, na kak način bo vaš pogled. Imate kakšno povezavo s kemiki, da bi to delali? Ne, s to vrstnimi fizikalnimi kemiki. To je bistvo, ne? Ja. Če že ravno ne greš pod membrano, potem je treba vedeti kako, pa zakaj. Ja. Kjer del se obrne tam. Ampak verjetno je to smiselno iti v to raziskavo s čistimi snovmi, ali ne z zmesmi. Ne. Posamezna čisto snova. Naša učinkovina, čisto pa ne zmes lignana, ampak enega pa enega. Tista, recimo, dimer vzamete. Ja. Ne, nismo... To še ne traja. Ja. Mogoče veste, katera skupina v Ljubljani se s tem ukvarja? Ja, na kemijski inštitut priste, ne? Če ni drugih vprašanj, bi se zahvalil profesor Plečko za zanimivo tematiko, nam je predstavil danes in zahvalo na mehno darilo od Matice.